Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v prvi oddaji Duh veje, kjer hoče v novem letu 2024. Tudi z tega mesta vam želim, oziroma vsa ekipa televizije jaz, vse dobro in da bi ostali še naprej zvesti gledalci naše televizije. In upamo, da bodo take oddaje, kot smo jih začeli lani oziroma že predlani, nadaljevale to tradicijo pogovarjanja z zanimivimi gosti, kjer se zlasti v tej oddaji pogovarjamo o njihovem tudi duhovnem življenju, torej v zasebnem ali poklicnem delu, kako se soočajo z vprašanji presežnega, ne bomo rekli nujno religioznega ali transcendence, vendar z enim od takih gostov, ki se zaveda, da je smisel bivanja tudi onkraj tega, da imamo vsak dan samo poln želodec, je gospod Dejan Bogdan. Lepo pozdravljeni, gospod. Pozdravljeni. Torej najprej v prvi vrsti ste univerzitetno izobražen, seveda na Fakulteti za družbene vede, in potem ste se odločili, da glede na to, kaj so vaše sposobnosti, afinitete, da registrirate najprej svoje podjetje, da boste svoj šef. Torej ste samostojni podjetnik in vaše podjetje nosi naslov Najprojekt. Kaj to ime skriva? Ste malo ideal, ne? Najlepši projekti, največji projekti, malo ideala, ne? Malo ideal, ki ga pač človek hoče doseči ob svojem delu. V bistvu nisem bil ravno najbolj inovativen, ko sem si SP registriral. Hitro je bilo treba zadeve urediti in v bistvu sem se spraševal, kaj si naj dam za ime, ne? Ampak je potem doma, ne? Boljša polovica je bodi ti Najprojekt, ne? Pa sem rekel, dobro, ne bomo več dalje dosti filozofirali, ženska bo že vedela, ne? Tu ste ji pustili zadnjo besedo. Tu sem ji pustil zadnjo besedo in ona je pač izbrala ime, tako da si ne morem lastiti zasluge, ne? Zdaj pa, če pa sem Najprojekt, ne? Če pa ta ideal dosegam, pa to pa je za stvar, bi morali druge moje stranke povedati, ne? Ali ta ideal dosegam, ali z svojim delom ta neka visoka merila, sama beseda naj, ne? Ja, če je sploh, če je že presežnik, ja, če dosegam, trudim se, ne? Trudim se. Vsekakor tudi dosti vode je preteklo, preden sem zbral pogum, ne? Da sem si sploh neki SP registriral, ne? In še kar nekaj poguma je bilo potrebnega, da sem čist šel na svoje, ne? Ja, pogum, tako pa zaupanje vlastne sposobnosti, ne? In če velja pregovor oziroma tisto reklo, da le čevlje sodi naj kopitar, potem si domišljam, da smem vrednotiti tudi vaše projekte, katere poznam, katere so bili napisani, in tu se vidi ta ambicija biti naj med projekti. Ideale dosegamo ali pa ne dosegamo, oziroma niti ni pomembno, če so doseženi, važno je, da vemo smer, kamor smo usmerjeni, ne. V bistvu nam ideal kaže, ne, tja želim, zdaj pa kako pogosto mi uspe je drugo vprašanje, ampak z vaših projektov se dejansko je moč razbrati visok nivo poglobljenosti v samo tematiko. Torej, najprej, če razložite, ker mogoče gledalci toliko ne vedo, kaj je samo projektno delo, ko sem komu moral tudi razložiti svoje delo, ko se tudi ukvarjam z projekti, kaj to sploh je projekt, zakaj zdaj vse nosi besedo projekt, skupina neka glasbena izda nov album, pa so rekli, da to je naš projekt, ne, za nov album recimo, a je vse projekt, kaj je projekt, kak način dela je to projekt? Ja, mislim, projekt zelo široko lahko razumemo. Projekt vsak od nas se najbrž na dnevni ravni sooča z mini projekti, ampak kar se tiče za mojega dela, ne, rekli ste, da se rad poglobim, ne, v samo pripravo projektov. Jaz razumem zadevo na način, da ko govorimo konkretno sedaj o nepovratnih sredstvih, govorijo nepovratna sredstva, evropska sredstva, takšna in drugačna sredstva, ki jih lahko dobimo na različnih razpisih. Jaz vedno izhajam iz nekega izhodišča, da projekt za sabo nekaj mora pustiti. To pomeni, moramo govoriti o trajnostnih učinkih. Vsak projekt, ki ga ti napišeš, ki potem ga daš, če je potrjen, daš v življenje in po tistem nekem svojem sofinancerskem ciklu, ko se zaključuje, mora živeti naprej. Trajni učinki. Trajni učinki, to je tisti ideal, ki ga jaz želim doseči. Je pa zelo pomembno tudi za stališča nekega naročnika, neke organizacije, ki te najame, ne? Ker moje prvo vprašanje je, kakšna je vaša vizija. Dajte mi povejte vsaj za 10 let, kaj ste zdaj, kaj želite postati, kje približno, pa dajte mi vsaj za 5 let povedati, ker potem bo meni tudi veliko lažje identificirati primeren razpis, primerno projektno idejo, da potem lahko res razvijemo projekt, ki bo vaši organizaciji ne v breme, ampak v dodano vrednost, ne. Ker
eno je, bomo rekli, cikel. Če neke cikle razdelimo, ne, prvo smo v neki fazi razvoja ideje. Razvijamo idejo, ki je pač za nas pomembna, ki pomeni za našo organizacijo dodano vrednost, potem seveda poskušamo identificirati primerne razpise, primerne programe, s katerimi bi naša projektna ideja bila skladna. In šele takrat se lotimo formiranja konzorcija in pisanja samega projekta, ne. In tu je, samo da pridemo do neke oddaje konkurenčnega projekta, je kar veliko truda je treba vložiti, veliko stvari je treba preštudirati, ne. Jaz včasih sam sebe, ko gledam, ni nič nenavadnega, ne, mogoče se mi kdo nasmeji, ampak jaz včasih za 5000 znakov, kaj je v nekem Wordu, ne vem, mogoče stran pa kak odstavek, je teh 5000 znakov, jaz tudi porabim dan, dva, tri. Ja. Pravilno formulacijo besed. Seveda, da odgovarjaš na zahteve tistega programa, projektnega obrazca, da res podaš tisto vsebino, ki jo nek evalvator, ki bo kasneje to bral, želi v tistem poglavju dobiti in da bo to kvalitetno, ne. Moraš na nek način predvidevati, ne, dejansko ocenjevalca oziroma kontrolorja, da mu prideš nasproti ravno s tistim izrazjem, z tisto, ne vem, obljubo doseganja nekih ciljev, ki on pričakuje, ne. Vse to je napisano v projektnih pogojih. Včasih si z tudi eno tako kruto realnostjo soočen, prebereš program, tisti, na katerega se hočeš prijaviti, pa še mogoče se začneš spraševati, sem skladen, nisem. Prebereš neko makrostrategijo, na kateri sloni ta program, iščeš pa ugotoviš, nisi skladen, ampak to ne pomeni, da je projektna ideja slaba, ampak nesmiselno je potem siliti z projektom nekam, kam ne sodiš. Se tu imam eno mogoče anekdoto, na to temo ste me spomnili tudi iz vlastnih izkušenj, pa boste popravili ali pa boste... Najprej bi rekel, projektno delo je nehvaležno, ne, ker včasih se ne vidijo vsi ti vložki dela, ki so lahko mesece, najprej, da se porodi projektna ideja, da vidiš potem, kako izpolniti vse te obrazce, kako izpolniti zahteve in potem še čakaš na ocenjevanje in lahko potem seveda izpadeš iz ocenjevanja. Ampak vi ste, kot ste podali, vi ste neke vrste freelancer, ne, ste na trgu, naročniki vas lahko najamejo za svoje potrebe, ne. In potem včasih sem poskušal dopovedati, kako projekt načeloma rešuje nek problem oziroma stremi k nekemu cilju, k nekemu dosežku in projekt v bistvu bi lahko opredelili tako, kaj bomo naredili, kdaj, s kom, s čim, ne, in za kateri denar. To je tistih 6 osnovnih vprašanj, tistih heksagram vprašanj, ne, da ti si sposoben celoten kontekst od A do Ž, ne, predvideti. In tule je to, kar sem rekel kot anekdota. Mi smo, ko smo razlagali projektno logiko, enkrat še v prejšnji službi, recimo v Krajinskem parku Goričko, je bil primer, da smo na podlagi nekega metulja dobili sirarno, da se je ustanovila sirarna. Zdaj, kako povezati dejstvo, da imaš nekega metulja, ne, da bo sirarna? Torej, metulji bodo, če bodo travniki, travniki bodo, če bo nekdo jih pasel oziroma kosil, ker se manj že kosil, če bo jih pasel. Pasel jih bo, če bodo, ne vem, ovce, koze, krave. To pa bo, če bomo tudi, lastniki bodo pa motivirani, če bodo, se pravi, dobili tudi nek korist od teh živali, torej preko sira. Torej, smo to logiko zavili po naročnikovi želji, da smo od nekega dejstva, da na naravi je metulj, lahko dobili sredstva za ustanovitev sirarne. Potem, samo še to, še ker je tudi dobro, ne, potem smo na podlagi, da so ptice v sadovnjakih, ne, smo tudi dobili mobilno predelovalnico sadja za sok. Torej podobno, ker so neke ptice, ki so redke, so samo v sadovnjaki propadajo, ne bodo propadali, če bodo lastniki zainteresirani za njih, to pa bodo le, če bodo dobili neko, ne vem, korist od njih. In ko to poslušajo, so mi rekli, mi pa imamo tam žitna plevele, radi bi pa dobili nov avto. Se rekel, to pa niti jaz ne znam to povezati, te logike, ne. Včasih moraš biti prav umetnik, ne, oziroma da zadovoljiš obe strani. Koliko znanja je bilo zdaj na teh dveh primerih, ne, koliko znanja je bilo potrebnega, da ste prišli do tega projekta? Ja, res je. Ne? Potem je seveda vprašanje, ali tisti, ki je naročnik, v zadostni meri ceni, koliko nekega inputa je bilo danega v razvoj take dobre projektne ideje, ne? Ker hitro se lahko zgodi, da ti tam trčiš ob mnogo odličnih projektnih idej. Seveda.
odličnih organizacij, odličnih piscev projektov, ki so absolutno, mislim, res so dobri, ne. In na koncu morajo med dobrimi, zelo dobrimi projekti izbrati najboljšega in tvoj, ki je tudi dober, ne, na koncu ne dobi podpore, ne. In kaj hočem povedati, ne, ali naročnik vseeno kljub, ker mi ne garantiramo rezultata. Ne moreš. To je eno od najtežjih segmentov projektnega dela je, ker naročnik, ko pač smatra, da ima nekega profesionalnega izvajalca, da je praktično že 90% dela opravljenega, da bo dobil, ne. In na koncu, ne, ker če greš ti, ne vem, pekarno po kruh, najbrž boš kruh dobil, ne, če boš šel avto popravljati, ne, avtomehaniko bo ti garantiral, da je to delo opravljeno kvalitetno in tako naprej, ne, ti pa daš sebe v ta projekt, celega sebe. Ni to samo neko štancanje papirov, administracija, zlaganje, ne. To je močno vsebinsko delo. Pa kreativno mora biti. Kreativno, seveda. Inovativno, posod se zahteva ne, in na koncu mogoče ta trud ni poplačan. V bistvu, če gledamo statistično, celo velika verjetnost je, da ne bo. Ja, tisti, ki imajo 10% za odobritev, so že dobri razpisi, če imaš 10%. Ne. Recimo za vašo najmočnejšo referenco, vem, nedolgo tega en odobren projekt, zelo močna referenca, malo se pohvalite. Zadnji projekt, ki ste napisali in je odobren. Mislim, zdaj, ja, uspelo nam je z občino Beltinci, ne. Odlično. To je, malo smo, kot bomo rekli, manjša podeželska skupnost, smo si upali konkurirati na transnacionalnem programu Interreg Podonavje in, bomo rekel, kar hvala Bogu, ne, ta trud je bil na koncu sedaj poplačan s tem, da je uradno projekt potrjen, da začnemo ta naš konzorcij, ki je sestavljen iz organizacij iz 11 držav, bo začel z delom, ne, pravi izzivi nas še komaj čakajo, ampak za mene je že ogromen uspeh, da smo na takem, bom rekel, kar konkurenčnem razpisu, da smo si upali prvo kot prijavitelj sploh, kot neka ponavadi, ne, mogoče, če pogledate seznam odobrenih projektov, pa kdo so ti vodilni partnerji, lead partnerji, ne, so to res eminentne organizacije z kar veliko kilometrino, z veliko izkušnjami, referencami, ne. Tu mi malo, ko nas vidite, tam malo tako, ne, malo... Se pravi, ste bili prav v heavyweights, kot se reče, med težko kategorniki, ker imajo te firme dejansko cele ekipe profesionalnih piscev projektov in med njimi ste uspeli dejansko kot... Ja, pa tudi organizacije, ko mogoče niti ne rabijo profesionalnih piscev, ampak so same toliko dobre, da imajo toliko dobrih vsebin, producirajo, pa so že skozi leta, so ta poklic, obrt popolnoma osvojile, ne, da smo se upali soočiti z njimi, ne, ker, mislim, zgodovina tega projekta je taka, ne, mi smo hoteli tudi biti kaki partner, ne, ampak ker smo, bom rekel, kot občina Beltinci, ne, smo še malo na začetku te poti, težko je priti v kaki močen konzorcij, ne, ker si prešibek mogoče za nekoga, da bi te... Nimaš renomeja, partnerji še ne zaupajo, tisti težko kategorniki, tako, težko je že priti k koritu, ja. Jaz se spomnim, ne, 22. oktobra sem rekel, župan, dajmo mi probati, pa gremo, ne, in smo, vsa ideja je v bistvu dokaj enostavna, ne, mi želimo starejše stavbe, ne, ki so mogoče na robu nekega propadanja ali pa že propadajo, jih želimo spraviti v življenje, ne, v skladu z metodo New European Bauhaus, ne. To je metoda oziroma pobuda, ki je sega že v prejšnje stoletje, ampak je Evropska komisija oziroma Evropska unija z Evropskim zelenim dogovorom nekako obudila, ne, in to pomeni, da ti daješ, da greš čez golo funkcionalnost, ampak da iščeš res nekaj več v neki stavbi, ne, ki jo je vredno obnoviti, da ji daš življenje, ne, funkcijo, ki mogoče presega neke klasične pristope. Tako, in to je to, na inovativen način reševati nek star problem, ki bo v korist sodobni družbi, ne, če nekako pozamemo. Meni je ta New European Bauhaus mi je kar blizu, ne, tudi ni to edini projekt na New European Bauhaus, ki ga razvijam, ker razumem pobudo dokaj široko, ne samo za obnovo starejših stavb, lahko jo apliciraš res na različnih področjih, ki imajo kakršnokoli povezavo z zelenim prehodom, in smo si upali, ne, in smo sestavili, mi smo idejo imeli, konzorcij smo sestavili, nismo nikogar imeli, v nobeni državi nikogar. Naredili smo natečaj za izbiro najboljših partnerjev. Vem, da smo se še 31. oktobra na praznik smo imeli intervjuje v drugih državah, ne, spletne, in smo prišli in smo navdušili, ne, ko smo videli, da smo na koncu zbirali
med najboljšimi možnimi organizacijami iz različnih držav. Takrat smo začeli verjeti res, da imamo nekaj močnega v rokah, in je ideja rasla, smo šli v prvo fazo, uspeli priti, mislim, da smo celo bili na prvem mestu v okviru svoje prioritete po prvi fazi, kar je tudi nek uspeh. 25 smo bili, mislim, da med 292 nasploh projekte, kar je tudi ok rezultat. Ja, je zelo ok. Ja, in smo šli v drugo fazo, dokaj potem samozavestno in sedaj nas je to nagradilo. Ker bova govorila tudi o nogometu, ki je vaša strast, mislim, a je bil Srečko Katanec, ki je rekel kapo dol, tako da res kapo dol pred tem, kar ste že dosegli oziroma kar še imate v načrtu, ker v kontekstu te oddaje to predvsem toliko, da zdaj opevamo vaše dosežke na področju projektnega dela, ampak predvsem to z vidika, da ste sposobni te samodiscipline, samokontrole, da ste sam sebi največji priganjač k delu. Se pravi, da imate neko, treba reči temu tudi tako, duhovno disciplino. A se lahko pri tem, kar so do zdaj rekla, ker vaša prva, tu ste nekje pristali, ne bom rekel po sili razmer, ampak začeli ste s politologijo, ampak tam se niste toliko našli, ker govorimo o tem, v kaj človek investira svoj čas, tisti tudi profesionalni del. In vi ste ugotovili, da sem sposoben da imam to duhovno, intelektualno, mentalno kapaciteto, da se bom tu angažiral. In bom tako rekel, ste se kdaj razočarali, zdaj od tistega trenutka, ko ste se odločili za samostojnega podjetnika in tudi za projektno delo, da ste sami sebe razočarali, da ste si, zadali neko nalogo ali pa, da ste potem nekako, te svoje pričakovanja sami sebi izjalovili. Ali tako zaupate svoje sposobnosti? Jaz mislim, da v tem času, ko sem čist, ko več nimam neke službe, da bi bil to popoldanski SP, da bom samo še SP, ko se vse to zloži, ko ti delaš ure in ure, ko si tudi izčrpan, predvsem tu, jaz mislim, da še ni bilo dneva, ko se jaz ne bi vprašal, če je to vredno. Res? Ja, ni bilo dneva, ko doma ne bi rekel, zakaj preprosto ne bi šel... Tisto ziher delo od 8 do... Ja, jaz včasih tako rečem, po domače rečem, dobesedno bom nekam šel v Avstrijo delati, tako si izgovorim, pa ne iščem nič takega, ampak dobesedno to floskolo vržem ven, ko sem tisto, ker zdaj, če greva na ta projekt, recimo, ko smo ga dobili, tisto prvo fazo, ko smo imeli mi konzorci, to pomeni, kak je izgledal moj delavnik. Vstajanje ob 3 zjutraj, delo najkasneje ob 4 zjutraj je bilo treba začeti, do 9 zjutraj sem pisal. To meni efektivno delal na projektnem predlogu. Ker sem se hitro po 2-3 dneh naučil, da takrat začnejo leteti maili, klici. Konzorcij je bil 14 klasičnih partnerjev, 7 pridruženih. In oni imajo, to si, bom rekel, pa niso to bedna vprašanja, treba se posvetiti in je bilo do 5-6, od 9 do 5-6 je bila samo komunikacija, potem koliko sem še zmogel, sem malo pisal, rezumije tistega dneva naredil, kaj bom zdaj mogel dodati, kaj mi je kdo še novega povedal, spat, koliko si lahko, zbuditi se, ker ste omenili samo disciplino, je bilo to treba iti, cilj pa sem imel, da projekt, da submission gumb moram stisniti točno do začetka prve tekme na svetovnem prvenstvu v nogometu, ker sem rekel, jaz sem pa do Božiča gledal malo fuzbala tudi, In mi je res uspelo, ni mi čisto uspelo, mislim, da sem 13 minut po začetku prve tekme, ki ni bila bog ve kaj, sem stisnil submission za prvo fazo, sem rekel, ampak to je bila, tisti tempo je bil, in ti res priješ do svojih nekih meja. Ker predvsem ni težko tisto obdobje do oddaje. Reset je težki. Ko ti končaš... Popolnoma se s nekako prazni. Ja, in ti drugi dan pride, se zbudiš in takrat si še vedno poln adrenalina. Gremo dalje, zdaj pa gremo, kaj je naslednje? Kaj bomo pa zdaj pisali? In takrat moraš biti tudi toliko samodiscipline imeti, da se malo ustaviš, da greš neko sprotno delo, ne da se čisto ustaviš, ampak da delaš z normalnimi, neko normalno obrati, ne več na polno. To sem se tudi naučil, ker potem hitro pride... Za tabo, ker mi smo opazili v več ekipah, ko sem delal projekte, ne vedno, ampak če je celo bila oddaja, priprava in oddaja zelo stresna,
da nas je kar bilo nekaj bolnih, takoj naslednji dan. Pa če bi bil rok oddaje pozneje, bi še pozneje bili zdravi, pa bi en dan po oddaji projekta zboleli. Recimo se pojavi herpes, ali pa dobiš kar malo vročino, ali nek glavobol. Ravno to, ne, ker se razelektri cela ta napetost in enostavno postaneš seveda dovzeten za vse tisto, kar si nekako odganja od sebe, zaradi teh prioritet. Ne. In to je tisto, če naročnik, takrat on ne more vedeti. Jaz to ne pričakujem, da tisti naročnik ve, kaj ti vlagaš, ne? Ampak ti ne vložiš samo to ni neka rutina, pa mu sporočiš, oddano je. Ne? Ti si del sebe si dal v ta projekt, del sebe si dal in če ne gre zadeva skozi. Osebno razočaran, ne prav. Ne samo zaradi tega, ker je pač neki njegov vložek ni bil nagrajen, ampak to pojasniti nekomu, ki se s tem ne ukvarja, je praktično misija nemogoče. Ampak tudi s takimi oddajami, ki malo prikazujejo tudi ozadje, ampak vedno več ljudi tudi malo, ko mu malo pa vseeno pojasni. Ne bi rad bil dolgovezen, bo šla na naslednje teme, ker imam empatijo do tega, kar govorite. In dejansko, mogoče res gledalce ne bo toliko zanimivo, ampak tu je en spekter enih, bom rekel, ljudi, izobraženih, intelektualnih, visokega intelekta, ki niti ne bodo dobili nikoli neko družbeno priznanje, ki preživljajo ure in ure v res natančnem delu, ne, in dejansko si še večkrat razočaran, kot pa nagrajen. Je pa takrat, ko si nagrajen, pa satisfakcija, zadovoljstvo, pa tisto se pa stopet ne da primerjati. Ne? Tudi v osnovi sem tak človek, ki redko gre recimo ven na kako, večji dogodek, na neko tako druženje. In jaz ne rabim nekega priznanja v obliki fizično neke plakete, sploh ni mi to neki cilj ali ideal, ampak zadovoljstvo osebno, da dobiš priznanje za odobren projekt, pa zadovoljstvo svoje stranke, to ti ne more nišče ovrednotiti. To je pa, ko smo zdaj mi v Ravnobesnici, ko vse pripravljamo za začetek tega projekta, ko je malo... To je velik, koliko projektnih partnerjev, koliko budžet? 14 klasičnih, 7 pridruženih, 2,5 milijona evrov. Tako da ste si zaslužili svoj plačo. Pa recimo, da lahko pridemo relativno dobre volje na občino, pa se lepo lahko pogovarjamo. No in tisti motiv, ker recimo, ker v tej taki oddaji gre zelo dobro zraven tudi tema vrednot, tvojih maksim, osebnih, teh aspiracij oziroma želja, za katerimi se ženemo. In ta antični ideal je že nekoč bil samoobvladovanje, zmernost, poštenost, delovnost. A je to nekaj, kar živite, čutite v sebi, pa kar želite tudi svojim otrokom? Imate sinova? Ja. In že to so se okužili s tem ali posredno, ali jim tudi to ozavestite, recimo te vrednote, o katerim so zdaj le govorila? Ne obremenjujem jih z svojim delom, da bi zdaj jaz... Vidva bosta tudi toliko morala ob 4 vstajati že... Ne, samo pač pojasnim, kakšno je moje delo, kaj zahteva. A se kdaj čudite, da se toliko ženete? Zakaj toliko delaš? Zanimivo je, Zanimivo je, enkrat imaš New European Bauhaus projekt, drugič imaš nekaj čist infrastrukturnega, tretjič mogoče kaj digitalnega, ker jaz se na nek način učim tudi zraven. Koliko ti informacij pridobiš, kot je nekdo, pa tudi ko se s temi nekimi konzorciji sestajaš, ki vejo o neki temi dosti več kot ti, recimo, da je to njihovo vsebinsko področje, ker so oni res top profesionalci, tu toliko nekega znanja pride, koliko se ti naučiš lahko zraven, ki ti potem koristi za tvoje prihodnje delo, ni monotono. Zadeva ni monotona, tako je, malo te zasvoji, in zato, in veš, da danes mogoče boš na New European Bauhausu delal, jutri boš delal na nekem digital projektu, in to v tujih jezikih, v novih okoljih, vedno znova neko drugega partnera spoznavati, najprej prejti iz tistega. To je tudi fin občutek, ko se na začetku še tipaš, se dvomiš, potem vidi, da si ti iskreno, ti prepoznaš njem, in potem, ko se to spostavi nek profesionalni odnos, to so tudi lepi občutki, ko se... Pa različna mentaliteta, kaj za njih pomeni
pomeni točnost, kaj za tebe pomeni, da nekaj dostaviš ali pa nekaj, pa oni to tako lepo eni, ne pa, da bi prav prevzel to mentaliteto, pa ne se sekirati človek, vse bomo mi to porihtali. In celi kup nekih znanj, tudi ko ste omenjali komunikacijo, pravilno komunicirati, z nepravilno komunikacijo lahko marsikoga odženeš stran. Moraš v sebi tudi včasih jezo zadrževati. Vedno ostati spoštljiv, to ste mi enkrat, Jaz mislim, meni je spoštovanje mi je osnova vsega. Osnova vsega je spoštovanje. Jaz bom absolutno namenil vsaki osebi, vsaki organizaciji vso spoštovanje, pričakujem isto. Tudi mislim, da bo nekje na spletni strani napisano, da želim, da tudi nasprotna stran spoštuje moje delo, ker od mene bodo dobili to spoštovanje. In to je zelo, zelo pomembno vse povsod v življenju. Jaz mislim, da izgubljamo malo to medsebojno spoštovanje. Malo ga pogrešam občasno pri kakih zadevah, tudi pri, bom rekel, nekih, da nismo vsi isti, da smo drugačni, da se... Ker to je osnova, na tem bazira vse. Vse, kaj jaz ustvarjam, kaj bomo mi kot družba ustvarjali, to medsebojno spoštovanje. In to jaz res dosti veliko dam na to, včasih ga ne dobim nazaj, včasih ga celo uspem sprovocirati spoštovanje, ko vidijo drugi, ko jim res nočem nič slabega, ker od mene ne bodo žale besede slišali, da bi jaz, ne vem, v afektu ne boste zgodi se tudi to, ampak zgodi se čist pred ugasnjenimi kamerami, ko jaz tudi pridem do nekaj, mene zdaj pa je dovolj, da tudi kaj nastrada, ampak to bom rekel, koliko vas poznam oziroma domnevam je predvsem kot refleks na aroganco, če jo doživljate, ker aroganca je pa, se mi zdi, nasprotje spoštovanja, če nekdo gre z pozicijo zvišanosti, več vrednosti ali pa ali? Ja, tudi aroganca je prisotna. Mislim, zdrava mera aroganca niti ni nič narobe, ampak ko ti pa nekdo aroganco igra na področju, kjer pa ti več veš od njega, tu pa potem malo več ni. Pred 2 leti sem na enem portalu bral članek, taki bolj psihoanalitični, bomo tam rekli Dunning-Krugerjev efekt, kjer so ugotavljali, da pogosto ljudje precenjujemo svoje sposobnosti, da ravno tisti ljudje, mislim, neko nalogo sem, da zdaj upam, da ne bom kaki procent zamešal, da ne bom kakemu raziskovalcu naredil krivico, ampak mislim, da so neko nalogo so dali tem, ki so jih imeli na testu, in 60% je bilo prepričanih, tako samozavestnih, ne bomo rekli arogantnih, ampak bomo rekli samozavestnih, da bo to nalogo opravilo. Dejansko jih je samo 10% opravilo. In to se v naši družbi, se mi zdi, vedno bolj ponavlja. In mislim, da so se pred oddajo pogovarjala, da tudi ne prihaja do tega medsebojnega spoštovanja pri upravljanju poklicev. Da mogoče, ne vem, si jaz mislim, zdaj bo pa neki delavec prišel, pa mi bo zvrtal 5 lukenj, pa mi bo nekaj montiral, zdaj res dajem taki primer, čist osnoven. Če bi jaz to mogoče sam probal, lahko ne bi ravno tako dobro, niti približno ne bi tako dobro mogel narediti. Mogoče na drugi strani neki delavec, ki se res dela, ki pride zdelani fizično domov z tovarne ali pa kjerkoli dela v proizvodnji, pa si misli, oni tam, ki papire prelagajo, recimo jaz, cele dneve papire prelagajo, da bi oni znali, kak jaz trpim. Moramo se začeti malo tudi medsebojno spoštovati svoje delo, prepoznati tudi. Jaz mislim, da več, ko vem, bolj se tudi zavedam svojih omejitev. Točno. Tudi pri projektih, ko vidim, in tudi sam postajam manj aroganten, v tem smislu. Hočem povedati, vedno bolj, ko ti krepi svoje znanje, veš, da manj veš. To se recimo, ko bomo prišla na šport, ki je vaša strast, bleferi, ti to zameriš, če nekdo blefira. In Dunning-Krugerjev efekt pravi v bistvu nekaj v stilu Sokrata. Vem, da nič ne vem, ti pa še tega ne veš. Se pravi, več ko veš o neki stvari, bolj se ti širi horizont in veš, koliko je ta količina znanja, ki ga še ne veš. Če pa malo veš, pa si domišljaš, da je ta majhna količina že v bistvu skoraj vse, kar je za vedeti.
To pa ni tako, ne. In jaz se klanjam pred vsakim, ki je mojster svoje obrti, svojega rokodelstva, česarkoli, ker na nek način je tudi to pisanje projektov, ko se oba greva, tudi na nek način obrt, ne, v tem smislu smo obrtniki. Jaz vem, ko sem se tudi še kot mlad, neumen, naiven domišljal, da si sposoben se na vse spoznati, ne, sem se hotel narediti razdelilec električen. In kaj je bilo? Mrk po celi hiši, glavne varovalke je ven vrglo, ne. Fazus, pa mislim, se skupaj nekaj, mislim, samo tema je nastalo, vse je ven vrglo. Torej, ali priznaj, da ne veš, počasi se priuči, daj se od drugega podučiti, vendar najprej priznaj si, kje ti je, recimo, šibka točka, kaj ti je pa močna točka, ne. Absolutno se strinjam tudi za kakšne take, bom rekel, tehnične podvige se ne priporočam, ne. Ampak je zanimivo zdaj to preslikati na projekte. Ja. V kateri fazi priprave ali pa če tako postavim, recimo si postaviva vprašanje, ali rabiš, pa tudi ta efekt, ne, oziroma to psihoanalizo, ki smo jo zdaj malo naredila, kje bi jaz bolj rabil objektivnost v fazi priprave projekte ali v fazi izvedbe projekte, kje bi pa rabil mogoče malo več te samozavesti, tudi ne ravno bazirane na nekem konkretnem znanju, malo te arogance, kje bi bolj rabil, ne. In to sem se zadnjič spraševal, ne, in jaz mislim, da je vseeno mogoče se ne bova strinjala, da je ta objektiven, ne, spoznavanje oziroma zavedanje svojih omejitev, da je bolj pomembno v pisanju projekta, da ne greš predaleč, da pa pri sami izvedbi pa moraš biti malo rock'n'rolla, ne, tudi dati notri, ne. Se kar strinjam, ker včasih pride seveda do potrebe po improvizaciji, do samozaupanja. Mislim, ali je to aroganca, ali bi temu rekel tudi tisti mal hibris, ker včasih mislim, da se v latinščini reče ta upanje, ta pogum, ta samozaverovanost, ne, da vseeno delaš dobro, ne, oziroma da je to, za kar si se odločil, prav, tudi če ni točno po tisti liniji oziroma Oni tako dobro vejo to zblefirati. Tudi pri izvedbi projektov, ko je treba včasih malo biti multitasker, ne, pa narediti pa včasih roki malo, pa ono pa treba poročati. Ja. Čisto brez tega ne gre in tam moraš imeti malo tega. Takega mogoče enega člana ali pa 2-3 imeti notri v konzorciju, ne, niti ni tako slabo, ne, so lahko dodano vrednost. To je tudi moja izkušnja. No, sicer, kot rečeno, politika vam je strast, ne, tudi delovali ste na Rdečem križu nekaj časa, pa v zavarovalnici. En tak rezime te poti nazaj, ko ste se iskali, kaj so bistvene te spoznanja, izkušnje iz vseh teh različnih ekip, kjer ste delovali, delovnih mest, a naj je bilo prek študenta, celo zato, da bi se preživljali, ste nekaj časa vpisali v pravo, imate 3-letnike prava končanega, samo da ste lahko delali kot študent. Politika, projekti, pravo, je šlo za iskanje mladega intelektualca, človeka, ali je šlo za strasti, ali je šlo za kaj je šlo v bistvu vsem tem? Za nujnost, splet okoliščin? Malo je tudi šlo za real politiko. Starši so imeli tudi vpliv, ne, ker oče, mati bolj pravnica, oče politik. Ali niste želeli ugoditi staršem politike? Starša nista ne politologa, ne pravnika, ne, učiteljica, pa oče je bil delavec, ki je tudi 10 let preživel v Nemčiji na delo, ne. Se je vrnil takrat, ko sem se bolj ali manj jaz rodil. Je bilo to na nek način vzrok, da je prišel nazaj, ne, ker je bilo, mislim, da takrat sta bila tudi malo že v precepu, ali bi mogoče se preselili v Nemčijo ali ne, ker je delal v Hamburgu, ki ni najbližje, ni blizu ravno, ne. Saj on mi včasih, on bi bil dober gost, ne, ker bi vam zelo tak po domače, bi vam lepo povedal, kakšno je realno stanje. Recimo, meni bi eno tako zgodbo, nikoli ne bom pozabil, mi je razlagal, ko je prišel nazaj delati domov, ne, pa je doma delal v firmi večji v Ljutomeru, ne, in takrat je prišlo tisto, Jugoslavija je šla, pač nekako je ni več bilo, nastala je nova slovenska država, prišel je nov neki tudi sistem, kapitalizem smo začeli spoznavati, ne, in je rekel, ne, takrat, ko je firma tudi naredila ta preskok iz, rekel, nekega bivšega sistema v novi sistem, en mladi, neki nadrejeni njemu hotel pojasniti, kak se pa v kapitalizmu mora zdaj drugače delati, ne. In ga je malo ga je zžgal, ne,
Ker on pa vseeno, če pa je dosti poznal, ne, ki je šel iz Jugoslavije 10 let v Nemčijo, ne, pa je spoznal, kaj moraš narediti, koliko moraš delati, koliko moraš pretrpeti, koliko moraš požreti, da dobiš spoštovanje nekega Nemca tam, ne samo nekega kolega, delavca, ampak nadrejenega, ne. In zdaj bo njemu nekdo v resnih letih že, ne, ko je bil star že krepko čez 40 let, bo za njemu nekdo razlagal, ki ni okusil 5 minut kapitalizma, ne, bo njemu razlagal. To so taki bleferji, o katerih so prej govorili. Ampak moja pot, ne, da ne bomo preveč zašla, ne, 2,6 diploma, ne, in potem je bilo, v tistem času je bilo težko službo dobiti, res je bilo težko, posebej za družboslovce. In jaz sem pač kot idealist sem rekel, vse bo nekako že šlo, ne. Pa ni ravno, ne, ni ravno glih šlo, ne. In sem potem imel srečo, kaj sem pisal, na razpise sem se prijavljal po celi Sloveniji, ne to, da bi se v Pomurju prijavljal, ni bilo meje, ne, vse posod sem se prijavljal, da bi prišel do nekih tistih prvih delovnih izkušenj, formalnih, uradnih, ne, ki bi mi potem pomagale mogoče vsaj kje lažje dobiti službo, ne, tisti prvi korak narediti, ni šlo. Še mogoče imam kje v omari pok tistih, ne, negativnih odgovorov, ne, če so sploh prišli, ne. Ne kličite nas, mi bomo poklicali vas. Ja, ne, in okej, ne, se pravim, jaz vedno deloma iščem tudi razloge pri sebi, ne zdaj sistem kriviti, ne zdaj kriviti situacijo trenutno, ne. Kaj si pa sam naredil, da bi bil ti bolj konkurenčen na trgu dela? Jaz mislim, da sem čist, če sem toliko, vsaj malo samokritičen, naredil premalo, ampak sem moral se s to situacijo nekako soočiti, potem sem dobil, kot je bilo prek Zavoda za zaposlovanje, so bila tista usposabljanja na delovnem mestu, sem dobil na Rdečem križu 3 mesece plus 3 mesece usposabljanja na delovnem mestu na območni enoti v Ljutomeru. Imel sem super šefico, takratno sekretarko, ki se je nedolgo nazaj upokojila, in tam vidiš, ne, malo tudi realnega življenja, s kakšnimi pa stiskami pa se ljudje soočajo na dnevni ravni, ko ti pridejo v pisarni, pa to ni samo tisto paket hrane, oblačilo, ne, ampak resne stiske, ki jih ne moreš ti nasloviti zgolj z nekim materialno dobrino, ne, z paketom hrane. S kakimi stiskami se ljudje ukvarjajo, soočajo, družine, otroci, ne, in to je tisto, spravim, to je bil moj drugi faks, ne, kjer sem malo na realno tla padel, tudi da sem se zavedal, kakšen svet je okrog mene. Službe še vedno ni bilo, še vedno sem v tistem času poskušal, tudi volonterska pripravništva sem poskušal, da me ne bi plačali, samo da bi dobil nekaj. Ampak ni bilo mis, ni bilo, ne vem, izgovori so bili včasih kar komični, dobro, ko imam takšen črni humor, da sem se lahko z tega že takrat smejal, ne, ampak vidi se, ne, pač ne bo šlo, ne. Potem sem res pravo vpisal, ne, ker sem se nekoč, ko sem po srednji šoli kolebal, kam ne grem, ne, pravo, politologija, pa sem se politologijo odločil, pa sem rekel, dobro, gremo malo pravo probat, ne, ampak bolj z motiva, da dobim status, ker je bilo statusom študenta dosti lažje potem neko delo dobiti. In hvala Bogu se me je spomnil Sovaščan, direktor takrat območne enote v Ljutomeru, zavarovalnice takrat Save, ne, zelo človek, ki ga je zanimalo, kaj delamo, mogoče mladi v kraju, s kakšnimi se mi izzivi soočamo, in mi je tako naletelo, da mi je ponudil študentsko delo, ker je bilo neko nadomeščanje porodniške, ne, in sem potem 1 leto preživel tam, ne, na likvidacijah zavarovanj, oziroma sem se s temi nezgodnimi zavarovanji, življenjskimi zavarovanji ukvarjal, ne, tudi zanimivo delo, ne, da sem tudi malo, mene predvsem fascinira, ko se ena delovna organizacija oziroma podjetje, ko so znotraj se prihaja do nasproti. Ker vi na eni strani, agent, zastopnik, mora čim več zavarovanj prodati, ne. Na drugi strani, ne, pa pride do škod, ne, in kako te škode potem realno oceniti, ne. Ker ni vedno tudi tista, kot mi pravimo, zavarovalnica bo naredila vse, da ti čim manj izplača, ne. Tudi ljudje smo včasih taki, ne, da malo oportuni smo, ne, pa bi mogoče skako, kaj šli tako skozi, in to je bila tudi lepa izkušnja. Potem pa je prišla tista prva služba, to je bilo na Zavodu PIP, ne, ki je imel takrat pisarno tudi v Murski Soboti. PIP, povejte celo, prosim. Pravo, informacija, pomoč, ne. Vse mogoče se kakšni starejši občanke in občani ali pa tudi domačini še se ga spomnijo, ne. Tudi informacijska točka je takrat delovala, ta za Europe Direct, za pač
komuniciranje evropskih vsebin na regionalnem nivoju. Tu sem jaz dobil potem prvo službo, redno, ne, lahko rečemo, da ti gre v delovno dobo. In potem se je začelo to poznavanje Evropske unije, ne, moja naloga bila pač prodati tisto, kar je Evropska unija hotela prodati vsebine na regionalni ravni, kar ni tako enostavno, ne, ker hitro dobiš kako upravičeno porcijo nazaj, ne, in to sem se kar nekaj let s tem ukvarjal. Nekaj časa sem tudi bil direktor tega zavoda, ne, ki se ukvarja z različnimi stvarmi, še danes izjemno imam prijetne spomine. To je veliko, če vsem bivšim sodelavcem lahko mirno pogledaš. Še tudi včasih kaj sodelujemo, tudi pri kakih projektih pomagamo ali pa kaj takega, ampak nikoli res, veseli smo eden drugega, ko se srečamo, ne. In je pač, potem pa se začelo odvijati, ko si pa enkrat padel v ta sistem, potem pa je težko. Si znotraj, ja. Kaj bi vaš en tako spoznanje vseh teh poti oziroma teh etap na vaši poti, ste še vedno zelo mladi, je to svet, kjer je človek človeku volk, se dobro z dobrim vrača, se kompetence nagradijo primerno, je res kompeticija tisto, kar nas žene. Kaj je tisto neko mogoče skupno izkustvo vseh teh etap do zdaj vaše? Moje je bilo razočaranje nad ljudmi, vera v ljudi bolj? Na koncu sem končal kot samostojni podjetnik, ne? Na nek način sem že s tem... Da ste individualist? Jaz mislim, da sem. Pa da sem... Pa introvert? Ja. In da malo preveč, sicer jaz se, ko človeka spoznam, pa mu zaupam, sem lahko zelo zabaven, ne? Tak do nekega tuje osebe pa zelo distanca, vljudnost in tako naprej, ne? Ampak jaz mislim, jaz pravim, vedno moraš pri sebi začeti. Ne iskati probleme pri drugih, ne? Ampak jaz mislim, da sem tisto, koliko sem jaz vlagal, v kjerkoli sem delal, koliko sem jaz vlagal v neko nalogo, v nek projekt, sem malo mogoče neopravičeno pričakoval, da bodo drugi tudi toliko vložili. In sem jaz potem mogoče... Sodimo po sebi. Zakaj pa se ti toliko ne potrudiš, zakaj pa sem se jaz, ne vem, zdaj sem delal mogoče celi vikend, ti pa si pač, ne vem, kolesaril ali si bil z družino, ne. Čeprav je on imel prav, ne jaz, ne, po mojem mnenju, ne. Ampak in tu sem jaz potem vedno bolj dojemal, ne, da mogoče je prava pot, da jaz delam za sebe, da če delam 12, 16 ur ali pa sploh ne delam, da je to moja odgovornost, da bom jaz posledice nosil svojih dejanj. In sem se odločil, da to... To je zanimivo, ker vedno znova probam reflektirati to, kar govorite na sebe. In na nek način tudi jaz lahko rečem, da poskušam ostati timski igralec z zadostno mero individualnosti. In ne vem, koliko to sodelavci razumejo, ampak ja, tudi jaz nisem zelo navdušen, če mora mi ekipa dirigirati prav vse, ne, vsako uro, način dela. Ne nazadnje tudi, ko bova prišla do športa, vendarle kot nogomet, ki je kolektivni šport, ki vas navdušuje, jaz sem tudi bil del neke ekipe, nekaj časa, ne, in potem, ko zdaj gledam za nazaj, si mislim, da bi moral prej poskusiti v kakem individualnem športu, pa ne zato, da bi neke medalje dosegal, ampak da bi se bolj lahko izpolnil tisto, kar mislim, ker tudi v ekipi je bilo, ko smo igrali, ne, odbojko je, ali si ti bil slab, pa si imel moralnega mačka, ali je kdo drug, pa si njemu zameril, ne. Po svoje je pa tisto, ko je ta sinergija, ko dosežeš skupno rezultat, je pa tudi nekaj sila zanimivega. Tako da... Ja, in na koncu, ne, jaz mislim, da sem zdaj na pravi poziciji, riba vodi. Ja, da sem skozi vse te izkušnje, da sem se naučil, ne, da je mogoče to za mene najboljše, ne izključujem pa, da mogoče ne bo, ne vem, če bo za leto dni se srečala, da ne bom rekel, zdaj pa delam, zdaj pa bom mogel malo pojesti tisto, kaj sem v tvoji oddaji povedal, ne, pa je prišlo kaj drugega, ampak pustim, jaz si ne delam planov, čeprav zahtevam to od organizacij, naročnikov svoj, povejte mi vašo vizijo, moja vizija pa ravno ni čist izdelana, da bi jaz rekel, da imam neki pa karierni cilj, govorimo o kariernem cilju, ne. Lahko je to, sproti se bom prilagajal temu, kar bom presodil, da je najprimerneje, ne, se je lahko nekako tako bolj široko definirano. Ne vem, kje bom, ne. Pustimo, ne, nas malo voda ponese, ne. Važno je zdravje, važno je spoštovanje, važno je družina.
ali je važen tudi smisel. Zdaj dajva ugrizniti v to jabolko duhovnosti, zaradi česar ste tu. Torej, niste konfesionalni vernik, ne, da bi bili del prav pripadnik neke cerkve, vendar pa, zdaj pa vi mene ne negirajte ali potrdite, FDV, Fakulteta za družbene vede, velja malo seveda liberalno-levičarska in včasih celo, da se tam da prej slišati propagando proti institucionalni religiji, kot pa nagovarjati študente, da je k temu, da je to moderno, da je to, kar je v najboljše bistvo človeka. Imam prav ali ne? Je ta predsodek, ki ga imamo do FDV-ja ali pa do takih bolj jaz osebno liberalnih? Zanimam v spominu, da bi kjerkoli, da bi se kdajkoli v tistih dobrih 4 letih pojavila kakršnakoli, da bi jaz imel občutek, da profesor kateri ali pa da na kakršenkoli način nekorektno ravna z študentom, ki ima, ne vem, takšna ali drugačna politična prepričanja, njih tudi upa pokazati, ne? Ker to je, da jih upa pokazati, ne? Ker večina jih ni, da bi zdaj res kazala, jaz pa sem, tokom govorimo o predavanjih, vajah, ne, da bi za nekdo se deklariral. Mi med sabo, ne, študenti smo bili različnih, mislim, jaz še zdaj iščem, ne, kaj sem točno, ne, meni ta leva... Kaj ste agnostik, ateist, kaj? Za politično prepričanje ali... Sej, recimo, ja. Jaz pravim, da kar se tiče, jaz zdaj trenutno sem nekako, če mi kdo postavi to vprašanje, zdaj, kaj si ti politično levo, desno, jaz mislim, da sem bolj, kar se tiče tega gospodarskega sistema, podjetništva, tega funkcioniranja države, da me bolj na desno vleče. Okay. Pri nekem dajanju pravice vsakemu, da je to, kar je, da živiš svoje življenje, da išče svoj smisel in da ga jaz kot neki kolega, sopripadnik v tej družbi pri tem ne oviram oziroma ga ne napadam zaradi tega, da ga tudi sistem, v katerem živimo, da mu omogoča, da to živi. Tu pa mogoče sem bolj liberalen, bomo temu. Se pravi, definicija družine za vas je lahko tudi istospolna skupnost, dva istospolna partnerja ustrezata definiciji družine. Ker tu zdaj trčiva na osebne vrednote, tudi verske vrednote oziroma versko prepričanje in politično delovanje. Ne. Recimo, da ne pozabite tega, ali je FDV dobro okolje, pravo okolje, da bi tudi potekala ali pa da bi se v zagovor prepovedi abortusa v Sloveniji, ne, da bi se tam demonstriralo. Če malo provociram, ne, seveda, ja, zdaj smo res pri enih temah, ki polarizirajo. Ja, gotovo. Jaz mislim, da zagotovo mora tudi nekdo, ki verjame, ki je trdno prepričan, ki mu je to neka vrednota in je proti splavu, da mora najti tudi svoje mesto na taki fakulteti. Moramo dati to možnost, to bogati, ta različnost bogati, mora priti do, mislim, če ni proti argumenta, ne, mi dva se lahko zdaj v splavu pogovarjava, ne, to je tak težavna tema, ne? To je tak čustvena, za mene tudi osebno čustvena tema, ne? Ker poskušam se vživeti v neko življenjsko situacijo, ko nekdo sprejema odločitev, ali bo povlekel to potezo, to tako težko potezo, kot je splav, ne? To mora biti tako polno nekih čustev, to te mora tako ražirati, če si človek. Te mora tako ražirati, ko se o tem odločaš, to je res... Verjamete v vest, v obstoj vesti? Ja. Jaz mislim, gledajte, zdaj, če se bova o splavu pogovarjala, moje mnenje o splavu je, jaz dajem ženske pravico do izbire, ji dajem, absolutno se nekako s tem strinjam, ampak kaj pa je moj ideal pri tem je, da splavov jih mora biti čim manj, ampak sploh, da jih ne bi bilo, da mi moramo kot družba poskrbeti, da bo takih situacij, vem, da je spet to idealistično, ampak da bo takih situacij čim manj. Da moramo spoštovati stisko, govorimo zdaj, jaz se danes pogovarjava, zdaj smo na splav prišla, pa ni nobene ženske tu, ne. In jaz zelo nerad govorim o drugih, o odločitvah drugih, če jih ni zraven.
Zdaj govoriva sicer čist hipotetično o neki osebi, Ja, ki je ne so poznala člana družbe, saj nama ni vseeno, v imeni recimo. priimka, ampak zelo nerad pa obsojam ali pa kakorkoli brez, da bi Saj bila ne gre tista za konkretno osebo. Ampak predstavljava si žensko, ki je soočena s to situacijo, ne, kakšno stisko mora doživljati. Jaz mislim, da to ne more biti enostavno odločitev, ne more biti, jaz bom pa zdaj to naredila, pa grem dalje. Ne. To te mora kar vest, ne, ko ste prej, morate kar bremeniti, no, ta izkušnja. Jaz sem pri splavu, kar se tiče, jaz sem proti radikalizmom, ker ta tema se zelo hitro radikalizira v eno in drugo stran, ne. Ker imamo recimo, ne vem, za nekoga bo že, zdaj bom spet, če sva govorila o desni, levi opciji, ne, za mogoče nekaj, ki je z desne opcije, bo že kontracepcija lahko. Gotovo, na nek ja, način splav, ne, če gremo v neki radikalno smer. Na drugi strani, ne vem, na liberalni strani pa bo lahko nekdo celo rekel, jaz se pa že otrok, ko se rodi, bi še lahko mu kaj naredili, ne. Ja, bi lahko šli v tako skrajno, ne. Tako da, izjemno, za mene izjemno težavna tema. Zdaj, če me vprašate, kaj bi jaz v tej situaciji naredil, če bi se jaz moral za partnerko o tem odločati, ne. Na današnji dan v udobju tega naslonjača bi rekel, nikakor ni šans, da to narediva, se vem, da ona ne bi, ne. Ampak tudi jaz ne bi tega mogel narediti, ne. Ampak to zdaj izhajam iz tega trenutka, z te situacije. Ampak ne vem točno, kakšne pa so okoliščine. Prej so govorila o idealih, ki lahko da ostanejo nedoseženi, vendar da se postulirajo, da se definirajo. Ideal oziroma družba zagovarja kot največjo maksimo pravico do življenja, ne pa pravico do tega, da mi je vedno ugodno, da mi je lagodno, da mi je všeč situacija. Pa kaj zdaj, če izgubim, ne vem, ali pridobim na kilogramih, ali ne vem, bo moja kariera šla drugače, moja izobrazba se bo, ker vse to je podrejeno nadrejeni pravici do obstoja novega življenja. In govorim samo o tem, kako je vaše recimo duhovno izhodišče oziroma te govoriva o vesti ali pa o tem nečem, kar ni zgolj materialistično, racionalistično, empiristično, na kaj se potem postavlja ideal. Karkoli je vse nas bogati, vsak ima, če iskreno verjame, pravico, ali mu družba vendarle lahko omejuje pravico, tudi če se on nekaj želi, ker je tisto, kar on želi, manjša pravica od tistega, kar si ne želi. Ja, gotovo. Ne, bolj vas, recimo, iz kakšnega izhodišča vi prihajate, ne? Ker meni je gospodar življenja je Bog. In vsako življenje, ki prihaja na svet, je Božji dar. In ni od tebe, da bi to prekinil. Recimo, ampak to jaz kot vernik. Recimo, iz česa bi vi potegnili svoje odločanje, ne? Svoje etično vago, ne? Tehnico. Meni je prvo izhodišče, niti slučajno ne škodi. Ne škodi, no to je zelo, ne škodi, to je prvo. Ne škodi. Ne škodi, to je zelo dobro. Tega se poskušam držati in včasih tudi, mogoče nenamerno skako se vprašam, pa mogoče nisem naredil, ampak se samo sprašujem, kaj pa če sem z nepravilnim izražanjem, z mogoče s kakim konkludentnim dejanjem, s čimerkoli, koga prizadel, ne, mi ni vseeno. To je zelo močna varovalka, ne, če se tega... To probam, jaz probam to... Ne škoduj. Ne škodi drugemu, spoštuj ga, ne, drugačnost, ne predalčkajmo ljudi. Samo ker je on drugačen od tebe, ne, recimo prej sem rekel, jaz mogoče nerad hodim na neke velike procesije, dogodke, koncerte ali ne vem, tudi mogoče kakšne občinski dogodki ali pikniki ali kaj takega. Se najbolj lagodno ne počutim, ne? Ampak mogoče bo mi kdo na drugi strani, ki pa ima to zelo rad, ki mu to daje neko energijo, ne? In jaz to spoštujem, ker ljudje smo različni. Mi bo rekel, ta pa asocialen, ne? Ta pa samo, ne vem, doma zdaj spet vendar, ne vem, ali piše projekt, ali bere spet tisto neki svoj pamflet, ali bo šel na kolo, ali bo, ne vem, kajkoli delal, ne? Pa se ne druži zdaj z nami, ne? Ampak to ne pomeni, da jaz v teh ljudeh jaz jih smatram kot jaz jih čist razumem, da oni to rabijo, ne? Ampak če se oni pa želijo z mano pogovoriti, ne?
vedno sem jaz tu, da se lahko s kom pogovorim. Mislim jaz zdaj, da bi komu vrata zapiral, da se ne bi rad pogovarjal, ampak take, bom rekel, neke fešte, pa te procesije, tu pa... Sam vendar pa, a želite pa pristen odziv od človeka, namreč vidva ste se spoznali, vse po imenu sem vas spoznal že prej, ampak ko ste enkrat stopili, ste pozdravili z pozdravom Hvaljen Jezus. In jaz sem bil šokiran, ker tega pozdrava, odkar sem bil majhen, pa odkar je postalo tudi prek poznejših časov nekako politično nekorektno, ne na ta način, da je kdo pozdravil. Ne, seveda sem odgovoril s hvaljen, mislim na veku amen, ker se tako na to odgovori, ampak recimo jaz sem takrat mislil, to bo celo eden, ki je tradicionalen vernik. Pa ni to lep pozdrav. Izredno lep, ampak glede na to, kar zdaj govorijo, ne prihaja motiv, zakaj ste to rekli, je bil odziv pri ljudeh doseči. To je na nek način moja malo provokacija. Je na nek način provokacija, ampak je dobronamerna provokacija. Niti slučajno to ni kakorkoli nespoštljivo do tistih, ki pa ta pozdrav uporabljajo več kot samo provokacijo, ampak jim je to mogoče, ampak ti so po mojem redki. Ker jaz sem tu in malo sem raziskoval, malo sem zanimal, tudi tisti, ki recimo so res pri maši veliko, ne, redko se uporablja. Res, žal. Redko se uporablja, pa je čist, lep izraz. Jaz recimo z enim kolegom sva že 10 let se pozdravljava samo tako. Res? Samo tako se pozdravljamo, pa nismo neka nobena, ampak nam je tak lep pozdrav. Fundamentalista krščanstva. Pa tudi ne rabiva Hvaljen Jezus, kaj pa Bog daj? Bog daj. Z Bogom. Ja, to samo uporabljam. Bog je v besedi, tudi v mojem priimku, mimo grede, recimo, ne. Ampak niso to lepi pozdravi, ne. Tudi recimo, potem lahko gremo tudi na drugi pol, zdravo, ne. Okay. Kaj še je takega, ne vem, lahko bi še šli kaj bolj oštrega, ne. Mi smo zdravi včasih. Ne zdravo, ampak ni tudi zdravo, ni to lep pozdrav, da nekomu zdravo poveš. Meni je to lep pozdrav, mu želiš dobro, ne, samo želiš zdravje, ne, ali nekaj takega, ne. In mene je to fasciniralo, ne, jaz tudi rad imam našo, bom rekel, slovenske filme, Balkan, ne, zakaj imam te filme dostikrat rad, ne, ker mi nismo imeli nekih hudih, mi ne moramo zdaj posneti nekega spektakularnega hollywoodskega akcijskega filma, kjer bo 500 stuntmenov skakalo, pa ne vem kakšni efekti, ker zato enostavno in zato se moramo bolj vsebini posvetiti. Ne, in bolj več dajemo na vsebino. In so dialogi bolj kvalitetni, več dajo in zato meni je to tako fascinantno, ne, in sem ravno, ne, ko sem dostikrat pogledam ta film, Moj ata socialistični kulak, ne, ker je dobra zasedba, ne, in tisti fant, mislim, da je Tinček, je bil Tinček gre, ne, pa reče, enega gospoda sreča, reče dober dan, ne. Pa oni njemu, ne, potem Štajerskem, čuj pubec, ne, ti ne veš, kako se pozdravlja. Upodobil ga je fenomenalni Vlado Novak, ne, eden od mojih najljubših igralcev, ne. In mu je rekel, ti ne veš, kako se pozdravi. Zdravo, ne, se pozdravi, ne. In fant tisto, ne, on je bil, kaj mogo biti star 10 let, 12, ne vem, koliko, ni še čist oseba, ne, izoblikovana, ne, še vedno je strkava vse kot spužvica okrog, ne. Gre mogoče 100 metrov dalje, gospoda župnika sreča, ne, in mu reče zdravo. Ti več ne veš krščansko pozdraviti, ne, in mu reče hvaljen bodi Jezus, ne. In seveda, ne, in jaz sem tisto oči, tista zmedenost, ne, dobro, kak je on vse zmedeni, ne. Ampak so to vse lepe pozdravi, ne. In taki filmčki so mi, taki dialogi so mi tudi simpatični in jih probam malo tudi prenesti v svoje življenje, ne. In mi smo vse nekaj časa, in so bili zanimivi odzivi, da ko si človeka, ne, se ne da bi jaz zdaj pozdravljal vse poprek tak, ne, ampak tudi malo si že moral vedeti, koga boš testiral, ne. Kakšni so bili? A ne so bili v zadregi? Kaj zdaj moram povedati? Odzivi na to, hvaljen Jezus, ja. Kaj zdaj moram povedati? Ja, je to ideološki naboj, ali je to res zelo? Ne, nekateri so tudi, oni so kot heceli, ne, sem dobil razne, ne vem kakšne, so mi odzdravili tako in drugače nazaj, ne, ampak je zanimivo, ne, ena takšna mala provokacija, ne, ki pa je zelo mi je simpatična in moramo tudi te pozdrave, ne, ko so bili nekoč, ne, našim babicam, detkom, bi to bilo po mojem čist nekaj samo, vsako nikogar po mojem ne žališ z tem pozdravom, ne. Konec konca, zdaj smo v tem prazničnem obdobju, ne, se pa vsi smo, Božič praznujemo, pa se mogoče ne deklariramo za ne vem, pa je to taka ratala zdaj, ne, zadeva, ne. In potem pa bi pozdravil hvaljen Jezus, zdaj pa bi te si čudno gledali, ne. No, kam smo prišli, ne, dejansko, da se takoj, ne vem, okarakterizira tak pozdrav kot neko, ne vem,
močan nek ideološki, konzervativni, katoliški naboj, oziroma se pravi, zdaj živimo v kulturi izključevanja, cancel culture, ne, in dejansko vse, kar nekaj asocira na net, da je to že netolerantno, se mi zdi, no. Zato žal, no, se to kot pojav, mislim, lahko zaznamo, zato mi je pa toliko bilo bolj veselje, ko sem ta pozdrav z vaših ust tudi slišal od nekega lajka, bom rekel, po dolgem času. Ja, pa spoštovanje, ne, se moramo No, se to, kar ste spoštovati, vedno moramo znova se omenjate, spoštovati, ne, spoštovanje, marsikdo bi mi očital, da je to mogoče celo nespoštljivo, ne. Ampak ravno to, treba je to različno spoštovati, ne. In moramo, mislim, zdaj, ko omenjate cerkev, pa koliko nam je cerkev prispevala k temu, kar smo danes, ne. Ja. Ne moremo za tega To se želi, vsega negirati, mislim, to ne moreš negirati, ne. To je naša del naše dediščine, tistega, ne. Kar nas deli identitete, ne, in nekdo bi rad identiteto na nekaj drugega, ne na evangeliju, oziroma to ločevanje med evangelijem in institucionalno cerkvijo, seveda je to pri mnogih ljudeh prisotno, ker jih nimajo nič proti evangeliju, proti institucionalni cerkvi zaradi vseh človeških napak, ki so tudi v njej, pa seveda prihaja do te distinkcije. Drugače pa, ker počasi, da zaokrožujeva, zelo radi sedete tudi na kolo, sprehajate, tečete, da predihate možgane. V zadnjem času, ja, kolo, tek. Ta izraz predihani možgani mi je všeč, ko ste rekli. Ja, Kaj to pomeni, ja? Jaz mislim, jaz pri sebi, ne, ko tisti, jaz spet, mogoče del tudi mojega karakterja, jaz grem na kolo, na tek jaz grem sam. Včasih sina vzamem, če želi iti, nikoli ga ne silim, ampak na tek v koroni sva ogromno pretekla, ker je bila to edina možnost, da sem šla ven, ne, takrat sem tudi njega malo navdušil, ne. Ampak jaz ogromno razmišljam v tistem trenutku, predvsem na kolesu, ko vzamem, ne vem, 2-urno turo ali pa 2 ure pa pol, 3 ure, ne, pa se tam po tistih naših gričkih vozim, ne. Ogromno časa imam za razmišljati, ne. Sam sabo sem, mučim se včasih v hrib, ne, grem na malo na svoje meje, ne. Potem seveda sam sebe spoznam, se pa ti z nikomer ne tekmuješ, ti greš, ti si zdaj v takih letih, ko delaš to samo še za zdravje, ne. In se sam sebe v smislih se sprašujem, neko stvar opazim, pa v tej stvari 2-3 ure razmišljam, ne. In to mi veliko daje projektne ideje, najboljše moje projektne ideje so se rodile ali ob teku ali ob kolesarjenju. Res takrat nekako... Se pravi, nekem stanju te relaksiranosti. Ja, tisto neko reklamno stanje, da zdaj v pisarni sediš pred računalnikom, pa nekaj bereš, pa bo ti se zdaj ti ideja porodila. Tako. Pri meni ravno ne. Pa tudi ste mi omenili, kar me je zelo, prevzelo na nek način, ste izpostavili tudi to besedo smisel, da ste se začeli spraševati o smislu. Smislu česa? Svojega dela, življenja? Vsega. Smisel vsega. Med kolesom. Kaj sploh sem jaz, kaj je moja... Pa vam že prihajajo odgovori, ali želite to poglobiti, ali iščete? Iščem odgovore, iščem smisle, iščem recimo, kaj je osebno zadovoljstvo, da se naučiš, da neko gonja za materialističnimi, nekimi materializmom, dobrinami, potrošništvom, da te to ne osrečuje, ne? Da ti to nič dejansko takega, vsaj meni, no, da bi mi neko hudo zadovoljstvo, mogoče par minut, ne? Ampak zadnji so se mi smejali, kako imam stari telefon, ne? Sem bil na enem rojstnem dnevu, pa je od moje partnerke babica je praznovala rojstni dan, čez 80 let, gospa, čila, zdrava, bistra, pravi ideal, ne? Če se pogovarjamo o idealih, ne? Smo ji telefon pa nabavili boljši, ne? Ona ima taki telefon, da jaz lahko sanjam zdaj, ne? Ona to lahko za vse dela, ne? Jaz pa še vedno, ne, mi je to zadosti. Malo mora bom zamenjati zaradi pač nekih funkcionalnosti, ne? Ampak me je... Tudi to spada v to spoznanje, ko ste mi ga rekli v pripravah na pogovor. Lahko bi bil srečen že prej. Ne? Se pravi, brez čakanja na iPhone, brez tega, da bom, ne vem, avto velik imel, veliko stanovanje,
lahko si že srečen že prej. Ja, to pa mi je kolo prineslo. Zanimivo. Kolo, ker prej tečem že, vsaj po mojem večji del življenja, nekako že tečem, po mojem tam od 16-17 leta, da mi je to rekreacija, nobene tekmovalnih ambicij, ničesar, nikoli si redko ne štopam, nimam ure. Pravim za svojo dušo. Ja, nimam ure, da bi zdaj, imam tistega, samo zato, ker si beležim, kje sem se vozil, vse tega trackerja imam, ne, ampak ne zato, da bi se zdaj priganjal jaz, ne. Ampak potem je en kolega rekel, da probaj ti kolo, ne, tudi zato, ker sem se malo jamral, vsem kolena me nekaj bolijo že, ne, da malo, pa boš mogel probati tudi mogoče kolo, pa sem dolgo časa ne, od takrat pa v koroni, ne. Pa sem vseeno prvo si kupil poceni kolo, v eni trgovini za 160 €, enega toliko, da sem probal, kako to je, ne. Od otroštva že nisem resno kolesaril. In tu sem potem prišel do tega, da rabim malo boljše kolo, pa ne nekaj ekstravagantnega, malo boljše, sem si to tudi potem nabavil. In potem sem začel spraševati, pa ti si, kako sem srečen na kolesu, ne. Ko sem peljem prek, ko sem blizu meje, se odpeljem, ko grem na hrib, pa se spustim dol, grabo hitrost naberem, pa potem še imaš tisti občutek, ko se vrata so odprta, ko več ni Schengena bilo, ne. Ko odletiš na hrvaško stran, ne, pa tam dalje, ne. Pa malo je treba, ne. Pa malo njih testiraš, njih tudi malo testiram tam, pozdravljam po njihovo, ne, ker jaz vse enkrat na leto pogledam Gruntovščane, ne, Dudeka pogledam, ker mi je, ne samo zaradi tega, ker je govorica mi fantastična, to narečje mi je fantastično, ampak ker je toliko življenjskih situacij, ki jih lahko tudi na danes na moderno, sodobno preslikaš, mi je tako simpatično, ne. Je tudi ena izvedenka od Gruntovščanov, ki jo malo redkeje, ampak tam tudi, ko sva se prej pogovarjala, država, cerkev pa to, ne. Originalni naslov je Dirigenti in muzikaši, podobna igralska zasedba, samo so dodali enega fenomenalnega igralca, ki je moral priti iz Slovenije, Pol de Bibic zraven, ne. In tudi tam prihaja do teh, ne, malo kako se cerkev pa država, takratni sistem, kako so se malo, ne, tekmovali med sabo oziroma kako se niso imeli ravno fajn, ne. Ampak v tej govorici, v tem humorju, ne, se toliko ti stvari naučiš, tako te sprosti, jaz se tako smejim na glas, ne, ko to poslušam, ko to tudi na sodobno življenje preslikam, ne, da mi ogromno pomeni, ampak takrat pri kolesu, ne, zakaj nisem si prej to kolo zmislil? Bi lahko prej bil tako srečen kot takrat, ne, ko sem na kolesu, ampak očitno to mora priti. Pa tako, hvala Bogu, da je, in to je ena kar globoka modrost, ne, da vidiš, ki jo lahko tudi, ne vem, otrokom se preda naprej. Če boste sledili moji izkušnji, boste mogoče prej srečni, ampak tudi ta ne spoznajo sebe, svoj značaj, preko tega značaj drugih. In za konec, ne, mogoče s takimi bolj anekdotičnimi notami oziroma lahkotnimi, ta nogomet, ko ste rekli, da ga tudi na nek način strastno spremljate ali pa da vam je tudi zanimiv zaradi tega vsega dogajanja med navijači, pa sem si tako zamislil, da en kratek kviz bova naredila, da res, ker jaz nisem toliko nogometa spremljal, mogoče druge športe, ampak v svojih mladih letih, ne, tudi nekaj od tega vrhunskega nogometa, pa me zanima, če veste, kateri ligi rečejo mati vseh lig. Kaj prvi, mislim, v angleški ligi? Ja, to je angleška liga, ja. Mati vseh lig, ker se je nogomet razvil. In tam, no, to je drugo vprašanje, no, prvo ste odgovorili, drugo pa, kateri klub poje vedno navijači You will never walk alone, nikoli ne boš sam. Ja, izvirno Liverpool, ne, ampak uporablja tudi Borussia Dortmund, pa še več klubov uporabljajo, ja, si je vzelo to himno, ne. Tako, tudi to je točno, ampak zakaj? Ko sem bil še takrat, ko sem gledal, ne, takrat, mislim, pred leti, zdaj že dolgo, je Liverpool res zelo slabo igral doma, ne. Izgubljali so vse, mislim, da še Gerrard igral, mislim, nič jim ni šlo. Ja, še pesem je, ko me je spodrsnil za naslov proti Chelsea. Celo, a to seveda več veste kot jaz. Ampak kaj se mi je dotaknilo? Tam 10 minut do konca tekme, izgubljali na domačem terenu, poln stadion in samo si čakal, da bo energija padla oziroma da bojo, ne vem, še flaše začele leteti. Ne, vsi so začeli, cel stadion je začel peti, nikoli ne boš sam. In če greste na YouTube pa pogledate Nikoli ne boš sam, You will never walk alone, pred začetkom ta, mislim, obredno, no, ker to gre skoraj za neko religijo, ritual, ne, kot to cel stadion. To mora prevzeti, ne. Še zdaj se naježim, You will never walk alone, nikoli ne boš sam. To je ravno to, ne. Kaj nogomet se zgodi, pustimo zdaj
kaj se dogaja na igrišču, ne. Ampak kaj to vse za sabo ponese, meni je to tako fascinantno, že od otroka. Jaz sem sicer fuzbala nikoli nisem igral 2 levi nogi, ne, to ni šlo, ampak prvič leta 90 sem prvič malo bolj resno gledal svetovno prvenstvo v Italiji, ne. 92, ko je bilo evropsko prvenstvo na Švedskem, takrat sem že resno zadevo gledal. 94 v Ameriki, to sem se zbujal sredi noči, če je bil prenos, ne. 96 Anglija, evropsko prvenstvo, vse tekme, ne. Najbolj me je fasciniral, pa potem pridem do 98. leta, tisti turnir v Franciji. Tisti mi je bil, najbolj mi je nekako ostal v spominu, ne. In vse to, kaj je to, in kaj se je zdaj vse s tem nogometom dogaja, kako se je razvijal, potem imaš, ker sem zdaj po dolgem času sem šel na reprezentančno tekmo, na slovensko reprezentanco in sem malo primerjal ne toliko vzdušje, profil navijačev, pa kako so se navijači spremenili v tistih zlatih časov. Zdaj smo spet v enem zlatem obdobju, ampak takrat, ko smo šokirali sebe pa svet, ne, z uvrstitvijo na Evropsko prvenstvo 2000, potem pa še na svetovno prvenstvo, ko mi smo bili marginalci nogometni, ne. Jaz sem imel nogomet rad, moja država, moja reprezentanca pa je bila kanta za nabivati, zdaj se grdo izražam, ne. In potem je samo naenkrat ta nacionalni ponos je s tem rasel. In tisti ljudje, ki so takrat hodili na stadione, ki so takrat gledali tiste nogometne tekme, to so bili poznavalci. To so bili pa ne samo poznavalci nekih taktičnih zamisli nogometa, igralcev, njihovih backgroundov in tako naprej, ne. Emocije, njim je to pomenilo, če Slovenija takrat recimo ni dosegla rezultata ali pa njihov klub, ne. Jih je to spremljalo nekaj dni, njim je to resno vplivalo na življenje, to se je govorilo in to so taka močna čustva, ne. In zdaj imaš na eni strani še vedno en segment teh navijačev, potem imaš tiste vipovce, ki so tam poslovne vezi tkajo, ne, lože in takšne, ne, tudi čisto za poslovne namene, potem imaš nekoga samo, ki lahko pove, da je bil tam, ker je pač to in, ne, ker je zdaj pač slovenska reprezentanca in, zdaj bomo najbrž, ne vem, bo loterija za karte, ne, kdo bo hotel iti v Nemčijo, ker je zanimanje tako veliko, ne. In to mi je vedno fascinantno. Jaz nisem fuzbal gledal samo zaradi tekme, jaz sem gledal, kaj fuzbal naredi meni, kaj naredi ljudem, kako vpliva na njih in to mi je bilo, zato me tako navdušuje, ne, kako vpliva na naša življenja, ne. Gospod Bogdan, najlepša hvala za obisk v studiu. Vem, da se boste z družino kmalu zdaj privoščili, ker smo že v letu 24 počitnice, menda križarjenje, ne? Ja, mislim, moram nekaj, ker toliko delam, ne moram se malo oddolžiti, ja. Privoščimo najlepše križarjenje, kar ga je kdorkoli, kdajkoli imel in še enkrat najlepša hvala za obisk v studiu. Hvala za vabilo. Spoštovane gledalke in gledalci, to je bila oddaja Duh veje, kjer hoče. Do naslednje, prav lep pozdrav.